Oddaja Radioaktivno, skupina No Offense, z mano pa so Renato, Anže in Samo. Lepo zdrav. Ja, lepo zdrav. Ste mladi punk band? Tako je, melodic punk tehnično. Nekje sem prebral oznako 4 punk nesnagice. Kaj to pomeni? Ja, to v bistvu izhaja iz naše prakse. Mi 3 smo bili skupaj na praksi v Srbiji, še trebamo socialno delo drugače. In smo bili 3 tedne na nekem taboru in nas je naša profesorica / mentorica nas je klicala nesnagice, ker smo nesnažni. Smo se odločili, da to vzamemo za svoje, ker nam je bilo zelo všečno. Kako dolgo ste potem skupaj kot zasedba? Ja, v bistvu tako, mi 3 smo začeli, 2017 nekaj tazga, smo samo večkrat hangali in igrali kitare in bas skupaj. Potem se nam je pa Filip pridružil maja 2018 na bobnih in takrat smo postali zaresno fans tudi. In sedaj pričeli tudi avtorsko ustvarjati? Ne, to smo v bistvu že prej. Jaz pa že sva pisala pesmi, ne vem, za sebe sem v srednji šoli začel, kaj ti? Jaz sem po mojem dejansko prvo svojo pesem spisal takrat na točno tem taboru, kjer en govori Renato, ko so v bistvu z njim skupaj sestavljali zadeve. Pol sem pa še nadaljeval, se pravi, to je zdaj že kar ne, 5 leta nazaj, ne? Ja, tako da, ja, ampak tako, da se je nekaj končno realiziralo, je bilo pa zdaj, no, ko smo stari četvrtica. In šli tudi nekaj posneti. In prvo, kar ste posneli, nosi naslov Vstajniška socialna delavka. Ja, tako je. Kdo je potem to? Ja, nisem se srečal z vstajniškimi socialnimi delavki na naši fakulteti. Ne? Enkrat, ko sem prišel na faks, sem videl, da je cel bil pografitan po noči, ne? Z nekimi sporočili protestnimi. In pa smo zvedeli, da so to naredile vstajniške socialne delavke, ki so neka skupina feministk in borg za enakopravnost spolov. In pa smo malo pričakirali in se pozanimali o njih in videli, da so tako ful enih zanimivih akcij v resnici speljale in performansov in nekako je nastal komad potem o temu. Počel sem še to kot meni, komad sicer se je vzel, se imenuje Vstajniška socialna delavka in tudi o njih govori, ampak v glavnem smo njih v bistvu vzeli bolj kot eno to, kot en primer, kot en simbol tega feminizma in enakopravnosti spolov in nasploh ljudi. Ja, sporočilo je v bistvu bolj splošno, ne, da film je pet. Ste na splošno v bendu družbeno kritični? Ja, čeprav ni nujno prvotno, nujno to namen benda, v tem smislu ne, smo punk band in moramo pisati družbeno kritične pesmi. Smo punk band, ker imamo radi ta žanr in pišemo take pesmi, zato ker, ne vem, pišemo pesmi, ki hočemo nekaj povedati z njimi v tem smislu. In potem nastane nekaj družbeno kritičnega, pa kaj ljubezenskega, whatever. Renato boče pogledati, da je veliko njegovih komadov tudi ljubezen. Pa ja. Ste pa pesem tudi nadgradili z odličnim videospotom? Tako je. Ja, jaz osebno imam tudi veliko strast za filmskega ustvarjanja. Filip je prišel. Filip reči živijo. Živijo. Ja, jaz tudi filmsko ustvarjam in s prijateljem Gašparjem Markunom neko koprodukcijo plus, no? In smo rekli tako, da imamo še videospot narediti, ne, za to naša stvar, to delajo bendi. In to si lahko poslušalci gledajo na YouTubeu. Fantje, kako pa bo šla vaša glasbena pot naprej? To pa ne zdaj sama pove, da bo šla nekaj povedal. Ja. Filip si ne zasluži, to je lih pršel, tam si. Ti to krvamo že za enkrat. Nisi to zelo govorka. Idej mi volje. Dobro, pot naprej. Ja, trenutno snemamo EP, ne, ki bo imel 3, mogoče 4 komade. Zihar bomo imeli še pol koncertov in še kakšen video spod dopadel. Na neki točki je plan narediti še 1 pa 2 albuma, glede na to, koliko komadov nastaja. Zdaj imamo problem se naučiti vse, tako hitro, kar nastajajo. Ampak to. Ja, pa vse je dovolj, ne. Zdaj si trenutno predvsem želimo več filov, no. Se tudi zdaj pojavljamo na te razne razpise za mlade bende in podobno, no. Imeli smo zdaj 2 taka bolj zaresna koncerta, enega v Velenju v Mladinskem centru, enega v Prulčku v Ljubljani. Ampak ja, zdaj si želimo predvsem še na kakšen oder, po možnosti še na kakšen večji oder in tako, no. Pa ja, sproti še kaj posneti in tako in se tudi učiti naprej nove komade in ne biti skozi boljše in tako, ne. In upamo, da bomo folku všeč. Bomo pa sedaj slišali tudi vašo aktualno, zato fantje, beseda je na vas, da vstajniško socialno delavko pošljete v eter. Če si del problema, pazi se. Dajte radio, dosti na glas, da sliš kakšen vaš seksistični sosed, tako matne.
povzročila evropsko trdnavo. Šije se na zvezdnato zastavo, kola pleše čez giljotine, vzela bo svoj del zgodovine. Če si del problema, pazi se, ona vstopi, ne da bi potrkala, nabere rože si kar svojega groba, je vstajniška socialna delavka. Ona vstopi, ne da bi potrkala, nabere rože si kar svojega groba, je vstajniška socialna delavka. Ne sramuje se krvi, kompromisi niso njen način. Rad bi živel v svetu, ki ne krivi dekleta zato, da jo taksist otipal, ker se je usedla spredi, ne zadnji v taksiju. Rad bi živel v svetu, kjer ne odloča 10-80-letnih tipov o tem, kdaj ima kdo lahko otroka. V svetu, kjer noben več ne kup solzivca, kjer ni treba v fori povedati kolegici, s kom in kam greš na Tinder, da je v primeru, da ne priješ nazaj. Ker ni to samo njen problem, ampak tudi moj problem, kjer ne pomeni ne. Ne vstopi, ne da bi potrkala, nabere rože si kar svojega groba, je vstajniška socialna delavka.